Na dan, ko to snemamo, Aljaž, je, mislim, da več kot 107 dni že od začetka vojne v Ukrajini. To bo 8. del v tej najni nanizanki, v kateri skušava v kontekst spraviti, kaj se dogaja. Govorila sva že o zgodovinskem kontekstu, pa medijski cenzuri, kakšni so odzivi iz Bruslja in tako dalje. Nisva pa ene teme še obdelala in to je Kitajska v kontekstu seveda vojne, odnosi Kitajska-Rusija pa primer Tajvana, ne? Tako je. V dobrih starih časih, ko so bili mediji še mediji, novinarji še novinarji in je bil Jur Gostinčič še živ, je bila taka klasična krilatica, Kitajci pa modro molčijo. Ne vem, a je to danes temu še tako, ampak zato, da to gotovimo, imava eminentnega gosta, boljšega skoraj bi težko našla pod Alpami. Profesor dr. Zlatko Šabič, živijo. Zdravo, živijo. Zlatko, zdravo. Aljaž je že omenil, zdaj Kitajci napada nekako niso obsodili, nadejali so se hitre zmage, tole, da se to skupaj vleče že 3+ mesece jim verjetno nikakor ne gre v kontekst, vse stvari so se maksimalno zapletle. Zdaj, na nek način jim Putin gre bolj v kontekst kot EU, zaradi tega, ker je take vrste voditelj, kakršne želijo okrog sebe imeti, ne pa kakšnih demokracij, kar države Evropske unije so. Zdaj pa, če bi povzel ti, kako ti vidiš odziv Kitajske, te je presenetil ali te ni, kaj bi v par stavkih rekel? Kitajska zagotovo ni pričakovala takega dolge Putinove avanture. Zakaj je odreagirala, kot je odreagirala, oziroma zakaj je tiho? Tle sta seveda dve tradiciji. Ena je v času hladne vojne, tam je dejansko Kitajska bila tiho iz kupa razlogov. Druga je pa ta, ki je pa veliko bolj občutljiva danes, in ta je, da v resnici Kitajska ni zainteresirana za aktivno posredovanje v smer mirnega reševanja sporov. Razlog, zakaj je temu tako, je, da če bi Kitajska se kot neka odgovorna velesila zavzemala za mirno reševanje sporov, v resnici bi morala potem ta vzorec prenesti tudi v svoje dvorišče, kar pomeni, da bi njen imperativ moral biti tudi, da se kakršnakoli situacija v regiji, v Južno-Kitajskem morju in seveda še posebej s Tajvanom rešuje mirno. Ker pa Kitajska v bistvu ima tako zakonodajo, da tega v resnici niti ni nujno, da je temu dosledna. Se pravi, Kitajska z drugimi besedami povedano se ne vključuje v to situacijo z namenom mirnega reševanja sporov, ker bi ustvarila zase nevaren precedens. Pričemer nas takoj se pojavi vprašanje, ali so v današnjem mednarodnem okolju precedensi sploh še a thing, z lepo slovenščino, ker zdi se, da se jih sploh velesile jih upoštevajo samo takrat, ko jim paše. Mednarodna skupnost res deluje v ciklih, kar je seveda, pač očitno mi smo zdaj v enem takem ciklu. Namreč od 19. stoletja, konkretno od 1815, se poskuša ta moderna mednarodna skupnost, kot pač jaz pravim, nekako vedno imeti nek red, neko stalnost, neko stabilnost. Ampak seveda znotraj te stabilnosti mednarodna skupnost, družba ni, torej enoznačne stvari se razvijajo in dogaja se seveda to, da se vedno najde zadovoljni oziroma nezadovoljni in takrat sistem začne razpadati. In seveda so posledice nepredvidljive. Se pravi, če zelo na hitro pogledamo, torej prva svetovna vojna je bila odraz nezadovoljstva z hudimi posledicami, druga svetovna vojna odraz nezadovoljstva s hudimi posledicami in nekateri me sicer, moram reči, grdo gledajo, pravijo, da sem pesimist, fatalist in karkoli že tega, ampak jaz dejansko mislim, da smo mi v situaciji, ko je sistem na preizkušnji, ko v bistvu to, kar smo zgradili, kar je bilo zgrajeno 1945. leta z OZN na čelu, je na preizkušnji in posledice so lahko nepredvidljive in dejansko mislim, da se to deloma že kaže. Zato, ker tudi že dolgo časa, že tedne nazaj govorim, da imamo gospodarsko, ekonomsko svetovno vojno, ki se lahko tudi prelije v nekaj veliko bolj smrtonosnega, čeprav že to samo po sebi v luči
umrlih, ljudi, ki umirajo od lakote in tako naprej, je že samo po sebi zelo hudo. Ja. V bistvu, mogoče bi moral jaz Nataša na vprašanje bolj natančno postaviti. Ali je Kitajska še v situaciji tistega tipa velesile, ki svoje mednarodno delovanje temelji na precedensi? Skratka, da se ona čuti zavezana precedensom takšnim ali drugačnim. Zdaj, jaz bi tole mogoče, jaz to razumem drugače, kar ti sprašuješ, in sicer mednarodna skupnost torej temelji na odgovornosti velesil. Se pravi, vsaka izmed teh velesil je odgovorna, vključno s Kitajsko. Se pravi, primarni cilj je seveda mednarodni mir in varnost, ker je to v interesu vseh velesil. Zdaj, tisto, kar se je zgodilo s Putinom, tisto, kar je Putin naredil, je nekaj, kar nihče, torej tudi Kitajski ni v interesu, sem si čisto jasno. Se pravi, Putin se je lotil zadeve, bom rekel, z nekimi lokalnimi ambicijami, ampak seveda z zelo jasnimi globalnimi konsekvencami. In problem je seveda v tem, da pač Kitajska ima tudi svojo lokalno zgodbo. In torej, mi imamo zdaj dve lokalni zgodbi, ki, če bi se reševali vsaka za sebe, v bistvu, ne vem, bi lahko celo človek to, bom rekel, zignoriral, ker sta pa tako medsebojno povezani. Ker ima tako Kitajska, torej možnost, torej rušilno moč, in ker Rusija praktično ima to rušilno moč, da lahko uveljavi svoje interese, v resnici interesa v tem trenutku za mir ni. Nekdo mora biti poražen ali pa moramo imeti nek mednarodni dogovor. Recimo, predstavljaj si situacijo, v kateri bi se, ker bi bilo idealno, to bi kazalo, da so velesile odgovorne. Predstavljaj si situacijo, da ZDA pa Kitajska skličeta mirovno konferenco skupaj z Rusijo in se dogovorijo. Tako pač, ne vem, so neke smiselne rešitve za Ukrajino in tako naprej. Skratka, da pošljajo svetu sporočilo, da so problemi, odprti problemi, ampak v resnici jih je treba reševati postopno s pogajanji. Kitajska še enkrat, zato preprosto zaenkrat v tej situaciji, kot je, s tem vodstvom ni za to zainteresirana. In zaradi tega imamo ta začaran krog, kjer gre za to, da se države velesile ne obnašajo odgovorno, v zgodovini se to pogosto dogajalo in mi smo dejansko v situaciji, ko se bližamo institucionalnemu kaosu. Imamo mi v bistvu v državah, ki so najpomembnejše v smislu vplivanja ali pa vpliva na svet, na voditeljskih mestih ljudi, ki niso kos svoji nalogi ali pa ne vidijo, v kateri fazi smo. Zdaj, tako bi rekel, mislim, da smo mi v eni situaciji, kjer se pogosto nahajamo, to ni nekaj novega. Recimo avtokracije so v bistvu vedno temeljijo na neki kvazi legitimiteti oziroma pričakovanih ljudi. Če se to ne zgodi, če ta pričakovanja niso uresničena, potem seveda se zaradi tega, da pridobijo to legitimnost, zatekajo k skrajnim ukrepom, ki so ponavadi povezani z nacionalizmom. Na lokalni ravni to nekako pride in gre. Recimo Grčija, konec 60 oziroma začetku 70 let, se pravi ta polkovniški puč je bil točno to. Argentina, Falklandi, kaj je bilo 82. leta, v bistvu napad Argentincev na Falklande. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker je bila ekonomija v totalnem kaosu. Se pravi, v bistvu preusmerjaš pozornost. Putin je v resnici na isti način v bistvu čutil, da se mu majo tla pod nogami. In on je enostavno rabil nek fokus, ki ga je najdel tam, kjer je bilo relativno enostavno najdeti. Se pravi, njegovi, bom rekel, njegovi sokoli, ali recimo tipa Dugin, so seveda zelo veliko famo delali okrog, ogroženosti, širitve ZDA, Zveze NATO, ki tako da ogroža, ki da ogroža Rusijo in tako naprej. In je potem seveda to izkoristil. Poleg tega je treba vedeti še nekaj, da na nek način je Putin bil opijanjen v bistvu z pasivnostjo, bom rekel pragmatično pasivnostjo Zahoda. Ne pozabiti, Gruzija, se pravi Abhazija, Južna Osetija, to je vse pod Putinovo kontrolo, Pridnester je pod Putinovo kontrolo, Krim pod Putinovo kontrolo. Se pravi, Zahod je bil v bistvu, Ukrajina preden je prišlo do konflikta, niti blizu ni bila zvezi NATO. In torej gre za to, da so bili v bistvu vsi ti parametri so bili taki, kjer je verjetno Putin dejansko mislil, da v bistvu zdaj pa je čas, da pač naredi še nekaj bolj konkretnega in da se Zahod ne bo upal napasti, oziroma da se Zahod ne bo upiral. In tukaj se mi zdi, da po eni strani opijanjenost,
volitev, avtoritarnih voditeljev, po drugi strani nacionalizem. Nacionalizem je tudi na Kitajskem izrazito močen, zelo, torej tudi tam gre za vprašanje ogroženosti. S komerkoli se ti od Kitajcev pogovarjaš, je ogroženost počrtana, mi smo ogroženi in oni seveda to prenašajo v svojo javnost in javnost v to verjame. Tako da v bistvu ti imaš neko kolektivno psihozo, na osnovi katere potem ti avtoritarci jemljajo svojo legitimnost. Drama tega seveda je, da na koncu seveda so poraženi tako ali drugače in drama seveda je, da gre z njimi v franže torej še milijone in milijone ljudi. To je pa cela tragedija, ki se spet vračamo. Ja, se pravi, je v bistvu po tvoji oceni Putin ocenjeval, da je Zahod v slabi formi, pa verjetno tudi od EU-ja ni pričakoval tako enotnega in predvsem hitrega odziva. Putin je mislil, da ima vse karte v svojih rokah. Jaz sem o to globoko prepričan. On je nekaj mogel dati svojemu narodu, to je dejstvo. Dejstvo je, da je do tiste točke dosegel vse, kar je hotel. In dejstvo je, da zagotovo, torej takega odziva Evropske unije ni pričakoval. In moramo vedeti, da se to oba zelo, zelo dobro veste, Evropska unija do Ukrajine je bila sramota za zunanjo politiko. Vedno je vsak nekaj po svoje počel. Velika Britanija, Brexit, sramota, to je bil dokaz navzven, kako Evropska unija v resnici je na nek način, bom rekel, kompromitiran projekt. V srednji Evropi ti imaš avtore, nekateri moji prijatelji, ki že vnaprej vidijo, da bo ta zadeva razpadala. To je bilo vse pred Ukrajino. Potem pa seveda se pokaže, da so pa seveda posledice tega, kar dela Putin, da to niso samo posledice vezane na Ukrajino, ampak grejo zadeve dalje. Ker takrat pa ti ugotoviš, ko gre človek direktno v vojno in v bistvu pri tem ne špara sredstev, sta pa samo dve varianti. Ali je pozitivno nor, ali pa dejansko se človek odločil, da pač je čas, da se Rusija ponovno postavi kot globalna sila. Neke vrste lokalni Irak smo dobili, če hočete. Se pravi, ZDA se je hotela potrditi kot globalna sila številka 1, zato je šla v Irak, ker je bila dovolj samozavestna. Putin oziroma Rusija je bila zdaj v bistvu na nek način velesila drugega ranga. Evo, prilika Ukrajina, v bistvu zadevo bomo relativno hitro pohapsali. To je bilo to. In seveda se je zataknil, kot se je Američanom zataknil, s tem, da so zdaj konsekvence čisto drugačne, zato ker ipak Irak, Afganistan ni ravno zahodna Evropa in tako naprej. No, mi imamo seveda zdaj kle situacijo, make Russia great again, bi moral pomisliti, kako se to po rusko reče, ampak spomnim se, mislim, da sem bil 3. letnik na FDV-ju, prav že nekaj časa nazaj, ko je kitajski veleposlanik v Sloveniji imel eno od teh periodičnih predavanj, tako kot je FDV dober prostor za tovrstne nastope. In je čisto prostodušno priznal, da pač Kitajska je bila pred 5000 leti dominantna globalna sila in da oni pač enostavno igrajo dolgo igro in da bodo spet globalna dominantna sila in da je pač to ta game plan. Kitajska zdaj, tudi v luči Rusije, ki si lomi zobe v Ukrajini, bliže temu, je dlje temu, are we making China great again? Zdaj, če pogledamo tako, tista filozofija, kot jo jaz razumem, Kitajska, vsa sreča je ta, da imaš v bistvu, da tudi tisti, ki ne govorimo kitajsko, imaš dostop do ljudi, ki dejansko pošteno prevedajo in tudi bereš, oziroma možnost prebrati tudi recimo tiste stvari, ki v resnici so zelo kitajske, so zelo režimske, torej lahko dobiš nekako tako oceno, ampak mislim, da oni seveda, torej Kitajska si nekako projicira to svoje obdobje svilne ceste, v kateri v resnici je bila v tiste čas v bistvu gospodarsko gledano zelo močna sila. In jaz mislim, da njihova ideja strukturne moči je malo drugačna kot je ameriška in ta ni nujno, torej bom rekel, 100% dominantna. Mi tako v teoriji še nismo imeli 100%, torej v praksi še nismo imeli 100% hegemona. Hegemon, ki je 100% mora v bistvu zato, da ima vlado na celem planetu, mora za to plačati, mora to pač poskupovati. Kitajska tega denarja nima. In v bistvu gre samo za to, kako Kitajska lahko s šarmom prepriča in torej z nekimi gospodarskimi priložnostmi prepriča države, da sodelujejo s kitajsko gospodarsko in jo v bistvu jemljajo kot resnega partnerja, saj tako močnega kot so Američani.
In če oni ob tem popucajo svoje dvorišče, ne, se pravi Južno-Kitajsko morje, Jugovzhodna Azija in tako naprej, so oni zadovoljni. Oni ne rabijo oni imajo kulturne centre, konfucijske in tako naprej, čisto dovolj torej drugod po svetu. In jaz mislim, da je njim to primarni interes, ne? Ker se njim zatika, oziroma ker pač je zdaj ta game plan, o katerem ti govoriš, seveda, ali bo ta game plan funkcioniral. Ne? Če pogledaš Tihomorske otoke, ne, tam je v bistvu to zelo atraktivno. Afrika dolgo časa je bilo zelo atraktivno, ne, da se zadeve zapletajo. Ne? V Evropi je že malo težava. Ne? Srednja Evropa, recimo, so bile srednje evropske države v bistvu zelo razočarane, ker so pričakovale več sodelovanja od Kitajske. Tako da, pa seveda, ne, zdaj še torej ta agresivnost je več nezaupanja in jaz mislim, da tudi Kitajska, domnevam, no, da so toliko realni in da vidijo, da ni. Oni tudi kulturno, če gledamo, ne, mislim, preprosto ko govorimo o mehki moči, ne, se ne morejo primerjati ZDA in se še let ne bodo mogle primerjati ZDA, če sploh daj. Je pa res, da hoče pa dati svoj point. Njihov point pa je, da so velesila, kar pomeni še enkrat, tako kot Amerika počiščeno svoje dvorišče, Amerika je to v svojem času imela torej Južno Ameriko oziroma Latinsko Ameriko in seveda, da so akter v svetu. In ta akterstvo v svetu je, oni bi bili, verjetno zdaj tudi lahko mirotvorci, če bi imeli poštimano vse v svojem regionu. No, in nas pripelje to točno do tistega poštimanosti v svojem regionu in vprašanja Tajvana. Dajmo se še malo tole zakopati, ampak ti si, mislim, da pred časom pol leta tam živel nekaj takšnega, ne, na delovnem obisku. Daj za tiste, ki te države in Tajvana sploh nič ne poznajo, kaj bi to v 3 stavkih, kako bi državo opisal? Kaj so oni? Mogoče najprej skozi primerjavo. Jaz sem imel to srečo, privilegij, da sem videl tudi Japonsko, Korejo in seveda Tajvan, na Kitajskem nisem bil še. Velika razlika je, da torej vse so seveda vzhodnoazijske države, pri čemer na Japonskem zelo težko prebiješ z angleščino, v Koreji zelo težko prebiješ z angleščino, Tajvan je pa odprt. In v bistvu ti Tajvan lahko spoznavaš res brez najmanjših težav. Vse je bilingvalno, ljudje so prijazni, oni se zavedajo te svoje izoliranosti in zelo veliko dajo na to politiko šarma. In se res tam počutiš kot doma. Tudi recimo potem, če hočeš biti turist, torej njihova država je prelepa. Če hočeš provinca je prelepa, ne bojo za kakšni Kitajci naskočili tle, ne. Ampak v principu je v bistvu gre res za eno, bom rekel, za eno entiteto, no, ki šarmira, ki je zelo, bom rekel, tudi funkcionalna, torej tam stvari, moram reči, karkoli se lotiš, česarkoli se lotiš, vse deluje. Jaz nisem mimogrede videl nikjer Google Maps tako dobro funkcionira, tako kot to funkcionira v Tajvanu. Hkrati pa tudi organizirana država. Torej, jaz sem delal tam raziskavo in moram reči, da torej izjemno odprti, tudi viri, tudi recimo pomoč pri prevajanju in tako naprej. V enem stavku priporočam obisk, ker je torej bodisi kot turist, bodisi kot raziskovalec absolutno vredno obiska. So pa tudi velik teren opeti, ne, kitajski. Zdaj, Kitajska bi jih nekako skozi ena kitajska politika. Ne. A je možno, da to, kar se tam dogaja, kjer si skozi malo brusta orožje in Kitajska in ZDA, ki se čuti za nekega obrambnega ministra Tajvana, a je možno, da to eskalira v vojaški konflikt, po tvoji oceni? Ali je vse bolj govorjenje? Zdaj, če Tajvance vprašaš, ne, Tajvanci živijo v enem takem, rekel, kar malo bablu, ne, se pravi, oni v resnici, če bi mogel recimo dati nekaj vse skupni imenovalec, Tajvancov, kaj si oni mislijo, zadeva zelo enostavna, puste nas primjer. Mi nobeno nič nočemo, njihova uradna politika je, razumemo, da nismo država, v tem, bom rekel, polnem pomenu besede, mi mislimo, da smo suvereni in nam to dovolj. Zdaj, če nas ne priznavate, v redu. Skratka, oni nimajo, bom rekel, to vrstnih težav z politiko ene Kitajske. Politika ene Kitajske je sprejeta globalno, se pravi, tukaj tudi ni nobenega problema. In za njih seveda in poleg tega Kitajska, torej Tajvan in Kitajska gospodarsko super sodelujeta. Kitajci imajo svoje firme na Tajvanu, Tajvanci imajo svoje firme na Kitajski in tako naprej. In zdaj seveda marsikdo se sprašuje, kaj hudiča se treba tukaj boskati. Se pravi, zakaj tukaj sploh treba prihodovanje. In v resnici, ne, ko se ti, jaz nimam seveda javnega mnenja, ne, ampak tudi na Kitajskem, ko se pogovarjaš z določenimi ljudmi, ki pač, ne, seveda ti tega ne bojo na glas povedali. Ne. So pa to pripadniki, bom rekel, take progresivne
narekovajih veje, ne, na Kitajskem. Ni mi jasno. Ni mi jasno, zakaj pa v vseh pozitivnih, torej teh eksternalih, zakaj bi se oni šli zdaj, zakaj bi Kitajska mogla napasti Tajvan, ker od tega bo imeli vsi nič. Ne. Poleg tega, ključno, Tajvan se ne odceplja. Tajvan, tako kot vedno poudarjam, največja krvava napaka bi bila, da bi Tajvan razglasil formalno neodvisnost. Ljudem tam je vseeno. Ljudem tam, oni v bistvu živijo, se pravi, v enem takem bablu, potujejo, oni, mimogrede, ne, mislim, njihov pasport je eden najbolj v bistvu odprtih pasportov potnih listov na svetu. Kitajska, mislim, da ne vem, če v 2/3 dosega toliko in vse brezvizno, mimogrede, vse brezvizno. Njihova svoboda potovanja je zavidajoče vredna. Tega Kitajska nima, tega Rusija nima, niti približno ne. Tako da oni v resnici seveda politično trpijo, normalno, ker pač nimaš takega sodelovanja, kot bi si ga želel. Ne? Ampak na gospodarskem področju v resnici niti ne gre to slabo v luči vsega. Se pravi, če že moraš zbirati priznanje, nepriznanje, razumemo, ampak konflikt, kjer se mi pogovarjamo o neki racionalni zbiri in kjer vidiš, da vse skupaj v bistvu malo da ne kaprica njihovih komunističnih voditeljev, je pa zadeva po pravici povedana nora. Ampak mi smo mislili, da tudi v Rusiji, da tudi tu niso pri zdravi pameti, ne, in da vidijo v bistvu, da zdaj vsi zgubljajo, tudi Rusi, njihovi oligarhi, ni da ni. Ne, pa imaš, da nam rekel zdaj koga, ki tega ne razume. Ne. In seveda, če se nekomu tako, bom rekel, narekovajih odpele, ne, potem seveda ni neizključeno, da se bo še nekomu drugemu iz istih razlogov. Ne. Samo še enkrat, nič novega, v zgodovini smo to imeli. Tako da, žal. Kar nas pripelje v bistvu do naslednjega vprašanja. V kitajski partijski vrhuški je vsaj od Deng Xiaopinga, če ne prej, veljalo pravilo, da se na 10 let ekipa na vrhu zamenja. Do Xi Jinpinga, ki je, da rečem, izvedel Tita, ne, z mandatom brez ograničenja trajanja mandata, kot se je včasih lepo rekel. Koliko zdaj v te računice, racionalno računico o konfliktu med Tajvanom in Kitajsko, potencialnem konfliktu, koliko to ruši, ne, dejstvo, da Xi Jinping vsaj uradno nima omejitve mandata in da je lahko teoretično na oblasti, kolikor časa mu pač srce poželi ali pa dovolil. Ja, tukaj je v bistvu zelo zanimiva situacija. Vidite, da ste verjetno seznanjeni s temi govoricami, ne, da kitajska vrhuška ni preveč zadovoljna s tem, ne, da bi Xi Jinping večno vladal. Xi Jinpingova torej obsesija je, on si ne zna predstavljati zaključka svoje, on bi rad pa šel v zgodovino, on ne zna predstavljati zaključka svoje misije, če recimo Tajvana ne dobi nazaj. Ne. Ampak ne, jaz mislim, da so te govorice zelo zanimive in tudi vemo, da voditelji so tu zelo različni. Ne. Se pravi, nekateri, ki so zelo, bom rekel, sovražno nastrojeni, pa nekateri, ki imajo vse neko vizijo. Zdaj, ne, Deng je bil zvit, ne. Deng je v bistvu vedel, kaj Kitajski manjka in je pač jahal na tej globalizaciji, v bistvu govoril jezik Američanov, samo da torej Američani niso razumeli, da ima ta jezik tudi fus note. Ne. Ampak ne, seveda vsi nekako potiho upajo, ne, vsaj po mojih informacijah, da pač se bo na teh govoricah kaj uresničilo. Ne. Res pa je, seveda, da nihče pa ne more vedeti, ne, če bo prišlo do naslednika oziroma če bo ta vpliv prišel na koga drugega, kako se bo potem to pokazalo naprej. Ne. Ampak jaz mislim, da torej bi bilo zelo dobro, da se tam stvari prevetrijo in da se potem pač vidi. Ne. Zdaj, če vprašaš kitajsko vojsko, kitajski vrh vojske, oni bi Tajvan napadli včeraj. Ne. Ampak spet, ne, to so te vojaški kompleksi, oni bi seveda verjetno radi pretestirali, ne, kako, če sem malo tako izrazil, malo cinično pretestirali, kako pač funkcionirajo, ne, na bojnem polju, ker tega Kitajska še ni naredila. Kitajska se še ni kot velesila, vzhajajoča velesila se še ni dokazala na bojnem polju. Ne. Ampak ja, ne, torej jaz bom tako rekel, ne, tukaj sem, bom rekel, the jury is out, ne, in bomo videli v bistvu, kako se bo stvari razvijale, ampak ja, upam, no, da tudi Kitajci sami razumejo, da je tega obdobja imperatorjev v resnici mora biti konec, oziroma da se je moral zaključiti že na začetku 20. stoletja. Zlatko, kaj Slovenija ta moment dela s Tajvanom? Kakšno imamo stališče do teh njihovih teženj in kaj bi po tvojem morali delati?
Ena izmed, bom rekel, dobrih, ali pa ne vem, z mojega vidika, ne vem, nekoga se ukvarja z mednarodnimi odnosi, pa sicer, ki spremlja tudi notranje politiko, verjetno edina dobra stvar, ki jo je Janševa vlada naredila, je dejansko to odprtje do Tajvana. Ne. To je, moram reči, zgodovinsko gledano, bila vedno agenda desnice. Levica se tukaj nikoli ni izkazala, Levica je, moram reči, celo bila tako malo, kaj čem reči, torej diplomatsko rečeno rezervirana, ne bom še kakšnega drugega izraza uporabil, ampak ne, jaz mislim, da bi morala Slovenija in tudi sedanja zunanja politika na tej poti ustrajati, se pravi ustrajati torej na odprtju gospodarskih stikov s Tajvanom, po istem, absolutno istem vzorcu, kot ga vidimo v Srednji Evropi ali pa recimo stališče Evropske komisije, skratka ne dregati politiko ene Kitajske, ne odpirati recimo predstavništva Tajvana in podobnih provokacij, ampak ne, preprosto izraziti svoj gospodarski interes. Tukaj to v bistvu Slovenije v ničemer ne bi smelo zavirati. Kajti vse ostalo, glede na smo mi to postavili agendo, ne, glede na to, da to je na zunanje političnem, torej se to pač pokazalo, v resnici, če se zdaj umaknemo, ne pošljemo sporočilo, da se pač vsaka nova garnitura lahko ustraši ali pa ne ustraši v bistvu silo okoli sebe. Jaz mislim, da je Sloveniji bi mogla biti enkrat s tem konc. Ena izmed stvari, ki sem si jaz vedno želel v slovenski zunanji politiki, je doslednost. Ne. Se pravi, ne more se zunanja politika z vsakim, ne, zunanja politika je tako kot ena banana, no, se mi zdi, no, vsak nov, ki pride, jo slači po svoje. In nekako se mi zdi, no, da bi nekako mogo se začeti mi resno obnašati in videti, kaj pravzaprav so naše tendence, kaj so naše želje. Ne. In recimo, ne, tudi pri tej zunanji politiki, ne, jaz upam, da se bo to spremenilo, oziroma držim pesti, da se bo. Ne. Mi praktično nimamo nobenega stališča do vzhodne Azije. Zaradi tega pa tudi je potem seveda možnost, odprtost za to, da se ustrašimo vsakega novega piša, recimo z Pekinga, ne, možna zato, ker nimamo pojma, ker ne vemo, ker ne znamo, ker nimamo razčiščenih zadev. Ne. Pa so ljudje, ki se spoznajo ljudje na vzhodno Azijo z različnih profesij, od, če hočeš, filozofov, kulturologov in tako naprej, ne, do pač ne, interdisciplinarno gledano. Ne. Ampak ja, ne, tega nimamo. Ne, in, več ko bo znanja, več bo po mojem možnosti za doslednost. Skratka, moje priporočilo slovenski zunanji politiki je ne kar radikalno zdaj pač se obrniti do Tajvana, ampak naprej raziskovati možnosti gospodarskega sodelovanja. Ne nazadnje, ne pozabiti, ne, torej dolgo časa, zdaj so stvari malo zapletene, ne, seveda je bil Tajvan vedno zanimiv zaradi svojih, če hočete, polprevodnikov, recimo, ne. To je tehnološko zelo razvita država in v resnici, če ostale države sodelujejo, zakaj se pa ne bi še mi en koček te putičke vzeli, no? Pa se na koncu tudi EU tam predstavništvo, ne? Ja, se pravi, to sem rekel, ne, EU ima tam predstavništvo, ne vem, Nova Zelandija, Avstralija, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, le ni da ni, no, Avstrija. Luksemburg. No, eto, Luksemburg, hvala, tega imaš, ne. In to so migrede, ne, to je v bistvu ena taka zelo, in seveda obratno, ne, ti imaš v bistvu tajvansko predstavništvo, recimo v Bruslu, pri čemer, ne, tam je zadeva zelo enostavna, ne, se pravi, tajvanski predstavnik, on nima uradnega stika z Evropsko komisijo. Ne obstaja, ni. Ne. Se pa seveda sestajajo recimo z Evropskim parlamentom, ker si Evropski parlament lahko to prvoči. Ne. Evropski parlament ima zelo protajvansko agendo, ampak oni so parlamentarci. Torej, to so stvari, ki so pač, ne vem, ne, na nekaterim državam bolj jasne, nekaterim ne. Na nacionalnih parlamentih ja, veš, da torej te skupine prijateljstva, recimo, nobena od skupin prijateljstva v nobeni državi ni uradna, to so vse neuradne. In noter pač pridejo parlamentarci, ki jih to zanima, včasih so to 3, 4, 5, ampak hočem povedati, nek stik je in to se mi zdi, da s tem ni nič narobe, no. To sem še gotovo ne preden, ker se nam mudi. Vendarle, ne, če sem to prvo razumel, ustajati na politiki ene Kitajske, ne, ker je od bivši premier je bil tako, ni bil čisto jasen okoli tega, ko je govoril takrat na indijski televiziji. Ja. Ampak, ker smo že pri nejasnih izjavah, ne, mogoče je bolj pomembna ta kot od Janše. Ameriški predsednik Biden je pred kratkim na vprašanje, ali bi Amerika branila Tajvan v primeru kitajske intervencije, jasno rekel, da ja, ker čeprav razumem, je odmik od te, ko se temu reče, strateška dvoumnost. Ne? Češ, ne potrdimo, niti ne zanikamo našega potencialnega angažmaja. A to kakorkoli spremeni računico in a je mogoče ta ukrajinska zgodba povod za ta Bidenov izraz oziroma odstop od strategije?
Zdaj, Biden torej tako je, no, najprej, ja, politika je ne kitajske oziroma nekateri pač govorijo načelo in ne kitajske absolutno. Torej, jaz moram reči, da jaz to absolutno podpiram, ravno zaradi tega, ker si želim stabilnost in mir tudi v vzhodni Aziji. To za mene sploh ni vprašanje. Druga stvar, kar se tiče Bidena. Torej, ne, Biden v bistvu, moram reči, da jaz se ne strinjam s temi izjavami, ki jih je dal in jaz bom jih pašparil. Tako da, ampak ne toliko spet, ne, seveda zdaj poskuša njegova administracija vsakič posebej to zapacati, ne, se to ni tako mislil in tako naprej, ne, ampak ja, pošilja v bistvu zelo dvoumno, ne, dvoumna sporočila. Ne. Prvič se postavlja v smislu spet neke Amerike, ki bo reševala probleme. Ne. Ampak bolj je pomembno, če gre človek vsem bolj v podrobnosti. Ne. Zdaj, Biden v resnici, ne, pač zdaj, ne, oni pač pomagajo, Ukrajina se bori pač sama, ne, in seveda s podporo pač orožja, ki ga dobi kjerkoli ga ne more, ampak to je to, tam je zgodba taka, kot je. Amerika se z svojimi vojaki tam ne bo pojavljala, to je dejstvo. Pa Tajvan je pa tako, ni nobenega razloga, da torej on ne poudarja izključno te, kot ti praviš, te strateške dvoumnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker ameriški kongres je glede Tajvana enoznačen, soglasen. Jaz vsakič posebej poudarjam, da ko mi gledamo ameriški kongres, ne vem, pa zdaj, ko gledamo, ne vem, okrog tega Roe and Wade, pa ta nacionalizem, pa Trump, mislim, to je za bruhat, kaj se tam dogaja, pa koliko so te kongresniki razdeljeni. Tajvan, kot eno. To ne moš verjeti, tam ne obstaja recimo kitajski kokos, ne, oziroma pač neka interesna skupina, ne obstaja. In oni so torej v veliko izjavah, ko jaz sem to malo bolj spremljal za svojo raziskavo, ne, torej, če kdo bo ratu blazno tečen in bo od predsednika zahteval takošno akcijo, je kongres. In to oba doma, in spodnji zgornji dom. Še celo več, torej tam je zelo jasno rečeno, da če Amerika ni sposobna braniti demokracije, kot je Tajvan, po vsem orožju, po vsem naporu, ki je bilo vloženo tam, Amerika ni velesila. Biden ne rabi reči nič. Vse je jasno v ameriški politiki, čisto vse. Postavimo tukaj piko, čeprav vsakeč znova ugotavljava z Aljažem, ko klepetava skupaj s tabo, da pol ure čist premali in da svoj think tank rabimo, Aljaž. Dejstvo, evo, sam še enkrat, da ga bo sfinanciral. Doktor Zlatko Šabič, spet in znova hvala za sodelovanje v Evropski četrti. Malenkost, hvala vama.